Tudi policija ima svoj zakon, in sicer zakon o nalogah in pooblastilih policije, kjer lepo piše, da je policija dolžna varovati človekova življenja, ne pa to, kar se zdaj dogaja, ko razkaznujejo za maske, ki nimajo veljavne podlage. In če veste, in ste bili obveščeni, je bila dobljena ena tožba v Kopru, kjer je nekdo zmagal zaradi nošnje maske zunaj, in v Kočevju, kjer je en otrok dosegel, da je maska nepopolna pravna norma, za katero ni predvidene kazni. To sta dva izjemna dosežka in policija točno ve, policaji točno vejo, da ne delujejo v skladu s pravili in še kar pišejo kazni. Ampak mi bomo pa zdaj to drugače naredili. Zoper vsakega, ki bo delal proti veljavni zakonodaji, bomo odškodninsko ovadili in zahtevali povračilo škode, če se zadeve ne bojo ustavile in prenehale. Jaz sem dobila tudi v roke eno zadevo z policije, kjer policaji navajajo popolno kontradiktorno ravnanje, kot je v resnici bilo. To je kršenje policijskega etičnega kodeksa, ki bi ga vsak policaj mogel znati na pamet. Tako kot v primeru inšpekcije, ki bi mogla upoštevati etični kodeks za javne uslužbence. Glejte, vse tole, kar se dogaja, je zato, ker mi nismo aktivni in ker se bojimo. Ko smo bili majhni, so starši rekli, če ne boš priden, jih boš pa fasal. In so nas toliko nabuškali, da smo drugič razmislili, če bomo še storili nekaj, kar jim ni bilo všeč. A vidite, kakšno povezavo med tem, kaj zdaj vlada dela z nami? Popolnoma isto. Če ne boste priden in spoštovali odloka, boste dobili to kazen, pa boste dobili uno kazen, pa ne boste smeli to, pa ne boste smeli uno. Mi nismo več majhni otroci. Imamo svojo pamet, imamo svoje razmišljanje in prenehajmo se igrati igro avatarja, igro strahu. Vzemimo pravico v svoje roke in začnimo delati. In več, ko nas bo, manj bojo tisti, ki nam segajo po temeljnih človekovih pravicah in svoboščinah, imeli moči. Zdaj se mora tehtanca uravnati. Zdaj smo takole. Oni so tukaj gor in gledajo na nas dol, pa si mislijo, ne, slovenski narod je glup. Samo na nas je, kako bomo stvari speljali, sprejeli in naredili. Vse v redu in prav, ampak nekaj, kar ne obstaja, ne moramo držati pri življenju. Zakonodajo imamo, je jasna, vse pravice imamo, mednarodne pogodbe so jasne. Celo v primeru testov in mask zakon o pacientovih pravicah lepo navaja, da nam je zdravnik dolžan podati pojasnilno dolžnost. To pomeni nas popolnoma obvestiti o vseh možnih posledicah, ki se tičejo našega zdravstvenega stanja in pa zdravljenja. To se pravi s temi kemičnimi medikamenti. Če ta pojasnilna dolžnost ni zadostna, imamo mi pravico sami odločati, kako nas bojo zdravili. Isto je v primeru testov. Test oziroma zdravstveno stanje vsakega izmed nas se tiče samo in izključno zdravnika in pacienta in nobenega drugega. Zakon o varstvu osebnih podatkov, o varovanju osebnih podatkov pravi, da nihče nima pravice proti vaši volji oziroma proti vaši privolitvi dajati vaše zdravstvene podatke ali katerekoli podatke komurkoli.